Lep pozdrav iz Trbovelj, iz mesta akrobatov, kjer mladi podjetniki iščejo svoje mesto pod svetom podjetništva, ki razvijajo svoje ideje, s katerimi nameravajo spremeniti svet oziroma si izboriti svoje mnenje o podjetniškem svetu. Ena od takih je tudi današnja gostja, Petra Parovelj, vplivnica, ki ima v Sloveniji ena od največ sledilcev, čez 100.000, koliko? 108.000? 108.000. Razvila je svojo blagovno znamko Svaj, s katero je obnorela navdušence nad fitnessom in športnim načinom življenja. Pred vašimi pop-up trgovinami so vrste, tudi letos je bila. Ja. Je tako. 7.000 jih je bilo, če se ne motim. Letos 10. Letos Lani 10. 7. Ja, Lani 7. Podirate rekorde stalno. Se trudimo, bom tako rekla. Ja, jih je. Znani ste tudi po tem, da ste zelo iskreni pri svojih objavah na Instagramu. Pa vas bom za začetek tako vprašal. Pred 3 leti ste dejali, ko ste bili stari 30, da imate vse, kar ste si želeli v življenju. Ja. Kaj je to? Družino, zdravega otroka, moža, ki me podpira, super ekipo, uspešno podjetje, doma smo se naredili lep domek, tako da pač ja, imam vse. Kaj pa 3 leta kasneje? Morda kakšen nov cilj? Ja, je bolj osebne narave, pač da bi mogoče družino povečali. Drugače pa, kar se Svaja tiče, tujina, je že neki cajt v bistvu cilj, tako da ni glih nov, ampak ja, se trudimo v tej smeri, da nismo samo odvisni od enega trga, ampak pač da grem prej. Kdaj bo padla odločitev, ali boste povečali družino ali napadli trge v tujini? Oboje naenkrat, upamo. Ne, je že padla, ampak pač delamo na temo, tako bom rekla. Kdaj ste vi vedeli oziroma ste začutili, da želite pustiti pečat v fitness industriji? V bistvu sem bila stara 18 let, mislim, ko sem pustila študij geodezije po 2 mesecih v Ljubljani, ker se pač nisem znašla v okolju in na tem faksu, in sem se nekako iskala, sem našla strast v fitness industriji, torej v fitnessu, in že takrat sem imela željo, da bi pač po nekaj več. To je bila želja že v bistvu od otroštva, ko sem si nekako zadala v glavo, da nočem biti kot mama, bom kratko rekla, ki hodi iz službe in domov vedno žalostna in jezna, pač, ker dela v njih 8 ur in vsi grejo na živce, in jaz sem rekla, da pač tako ne bom, da jaz bom sama svoj šef. In potem, ko sem strast našla v fitnessu, sem pač probala v tej smeri tudi delati in je šlo. Kako je biti sam svoj šef? Težko. Kaj? Nisem tako lih pričakovala, pač itak potem priješ do nekih ciljev in gotoviš, da ni glih tako, kot si zastavil. Je težko, mam je tudi lepo, ker zdaj sem na tej točki, ko si lahko vzamem fraj, ko želim. Še vedno vsake toliko kdo zagnjavi. Ni glih, da odklopiš, ampak meni je v redu, ker sama odločam o tem, kam bo šla firma. Osebne rasti je veliko. Tako da pač meni mi paše. Povejte nam, kako ste prišli do tega in koliko časa ste rabili, da recimo to, kar sem omenil že na začetku, da pred vašimi pop-up trgovinami pride 7-10 tisoč ljudi, stojijo, čakajo v vrsti, vsi se sprašujejo, ali morda kaj delijo za stona, ne pa da se kupi. Da recimo, mislim, da ste lani na Črni petek preko interneta v enem dnevu prodali 90 tisoč pajkic. Kako ste prišli do tega in koliko časa ste rabili? Ja, mislim, prvo so cene, ki vplivajo na to, ker če je res neki ful znižano, potem pridejo, kot da deliš za ston, to je prvo. Ampak ne, zgradili smo zelo močen community in ta community je šel v bistvu naprej iz mojih fit izzivov, ko sem štartala kot osebna trenerka. V bistvu, ko sem študij kineziologije končala, sem štartala kot trenerka in tudi prek spleta, ker takrat je bil Instagram v takih nekih pač v zavojih rasti. Sem štartala in potem se je community začel graditi preko teh online, v bistvu ne samo izzivov, ampak tudi online trenerstva 1-na-1, in počasi se skupaj raslo, sledilci so rasli, posledično tudi udeleženci v izzivih, udeleženke večinoma, in
Potem, ne vem, v bistvu zdaj me čudi, če sem odkrita, da je preklopilo iz tega, da je iz nekega komunitija, ko pomagaš ljudem na svoji fitness poti, oziroma postati bolj samozavesten in tako. Zdaj je preklopilo na to, da raste v bistvu komuniti že samemu brendu posebej, torej v bistvu komuniti pajkic, nasploh pač oblačil. Ampak se mi zdi zaradi tega, ker ne zgubimo neke transparentnosti, ne zgubimo našega sporočila in v Sloveniji nam to uspeva, ker se ful kaže preko mojega osebnega profila. Tako da v bistvu je obraz zadaj in zaradi tega se mi zdi, da stvar raste na tako močen način. In koliko je recimo težko, ne, glede na to, da se vi zavedate, ne, da je vaš obraz zadaj za podjetjem, ne, ko objavljate recimo svoje mnenja na Instagramu. Ne. Vi ste znani po tem, da ste objavljali zelo iskrene stvari. Je morda tudi to razlog, da je ta vaša skupnost, ne, postala tako velika, oziroma kdaj ste se potem odločili, ne, da boste naredili svoj brand, ne, ker najprej ste naredili si to skupnost, potem pa brand? Prvo, koliko je pač težko deliti neka taka transparentna mnenja, nisem se zavedala posledic, ker niso začeli tabloidi, bom rekla, no, ne mediji, ker ne bomo dali vse v isti koš, ampak seveda pač morajo preživeti, mi je jasno. Ampak dokler ni začelo vplivati na osebno življenje in na mene osebno, torej na nek notranji mir, ki me je začelo motiti. Tako da zavedam se, da je zraslo vse skupaj zaradi te moje osebne note, ampak hkrati pa me na neki točki začelo obremenjevati, tako da zdaj se malo vlečem nazaj. Še vedno sem transparentna, še vedno vse, ampak na drugačen način. Kaj je bilo drugo vprašanje? Kdaj ste potem dobili idejo, ne, da potem tako, da greste v svojo blagovno znamko, da ustanovite podjetje? Ja, ta želja je bila že prej. Želja je bila, preden sem diplomirala. To pomeni pod 25, kaj sem imela? 23, ne vem, 24 let. Manj. Ampak ni bilo ne denarja, ne pač Instagrama takrat ni bilo. Želja je bila, takrat je bil Gymshark, jaz sem gledala Gymshark. Nikakor ni šlo vseeno, kakorkoli sem obračala. Potem pa sem zasledila Instagram, ker sem sledila nekako YouTubeu in tem fitness influencerkam preko YouTubea. Takrat tega v Sloveniji sploh še ni bilo. Jaz sem pa že gledala neke nasvete teh punc. Ženska takrat v fitness pač ni stopila glih tako. Ne? Takrat je bilo, ne vem, 90% moških, 10% žensk. In nikjer nisi dobil nobenih nasvetov. In jaz sem pa začela to gledati preko YouTubea takrat. Ker seveda sem hotela shujšati, pač to so bila tista leta. In ko sem gledala njih, so pol neki začeli omenjati Instagram. Jaz sem takrat na Instagram se v bistvu priklopila, sem rekla, ajde gremo probat. In sem se v pravem cajtu priklopila, tako da je bila tudi sreča. In je začel Instagram lepo rast. Potem z osebnim trenerstvom in je prišlo leto 2020, ko je bila korona, ta mala moja je bila takrat stara 1 leto in takrat nekaj denarja je bilo že prišparanega od osebnega trenerstva, sem v bistvu dajala na stran in ko sem imela malo več časa, ker pač v koroni dosti ljudi tudi ni imelo časa, ampak večina jih je imelo, sem potem začela malo več brskati in sem se potem vrgla v to, no, tako da je nastalo v času korone. Kdo vam je pomagal pri ustanovitvi podjetja? Kolegica, mož, ampak večinoma sama. Vi ste dosegli to bliskovito rast. Ne? Če ste imeli leta 2020, ko ste začeli 270 000 evrov prihodkov, ste jih imeli leta 2023 5,2 milijona evrov. Koliko prihodkov ste imeli lani, recimo? 8 milijonov pa nekaj. Ne vem točno. Čemu pripisujete tako veliko rast? Da tako hitro rastete? Mislim, se dobiček ne raste tako hitro, po moje. Prihodki. Ja, vem, samo pač je vlaganja dosti, ne, to hočem povedati. Pač zaradi tega vlaganja in veliko gremo tudi na osebno noto, recimo te pop-upi, ki so na koncu ne prinesejo dosti noter, ampak zadevo še poveča v smislu tega, kdo se sliši za nas, kdo potem pride na stran, pa mogoče prvič ne bo kupil, da bo pač tretjič, četrtič, tako da se čez čas v bistvu vse to, kar dajemo ven od sebe in energije in čas in vse, se potem na neki točki pozna. Dajmo full efforta res notrno tako. Tako da zato je rast, ker se nas sliši. Ker se vas sliši. Na kakšen način dosežete to, da se vas sliši? Ne? Koliko ambasadork oziroma vplivnic dela za vas?
Največja vplivnica sem jaz v tem podjetju, še vedno, čeprav ne bi rada bila več skoraj, ker je pač preveliko, je res veliko breme. Ne, vi ste liderka, ampak to je jasno. Tudi ambasadorka, ne? To je fora. In potem se širi naprej. V Sloveniji zdaj imamo 80, na Hrvaški imamo 100, ker jih rabimo več, ker ni mene, zato iz tega izhajam. V Italiji ne vem odkrito. Po moje kot na Hrvaškem. Povejte mi, kako zbirate te vaše ambasadorke in koliko recimo, ne vem, nam lahko poveste, katera influencerka, recimo slovenska, največ proda recimo potem, ko objavi nek vaš produkt nov ali pa naredi objavo? V bistvu ni toliko kdo, ampak na kakšen način predstavi. Ker če je zadeva predstavljena ful dobro, bojo tudi če ima punca, ne vem, 5000 sledilcev, jih bo recimo več kupilo od nje, ker je na drugačen način predstavlja zadevo kot mogoče od tiste, ki ima 50 000 followerjev, ki je samo neko slikico dala pa pač objavila, pa pač tagala. Tako da ni pravila, no, kdo je prvi. Tako. Koliko pa recimo vi vlagate v marketing recimo, in koliko se plačuje te vplivnice ambasadorke? Zdaj zadnja leta so cene zelo, zelo porasle. Moram tudi priznati, da recimo leta nazaj je bilo tako, da je ena ambasadorka objavila za ceno, ki jo je hotela, si še vedno ti dobil nekaj ven, torej si bil v plusu, zdaj tega več ni večinoma. Tako da zakaj imaš ambasadorke, influencerke trenutno je zaradi tega, da se ti brand gradi naprej, da se širi beseda, da ne zgubiš na temu. Zdaj po moje Slovenija, mislim, da je 40 jurjev, da gre v influencerke. Hrvaška pa ne vem. Mislim, da so še vedno cenejše na Hrvaškem, da damo manj. No, zakaj ste se recimo, koliko je recimo na to vašo odločitev, če sploh, vplival recimo tudi dogodek, da je zaročenka Valentina Rossija, to je eden največjih motorističnih asov, Italijan, recimo nosila vašo kreacijo, in to je bilo objavljeno. A ste vi to lahko marketinško takrat dobro izkoristili? Kako ste sploh vi videli, da ona recimo nosi vaše kreacije? V bistvu ena bivša stranka moja iz osebnega trenerstva pozna njeno mamo in je nesla kot darilce in se je spomnila na nas, pač mi smo dali potem te artikle za ston in smo pač upali, da pride v prave roke in da bo mogoče, že samo da bo nosila, niti ne rabi objaviti. In potem, ko je objavila, v bistvu marketinško gledano je bilo dobro za Slovenijo, ker je v Sloveniji to velik boom bil, je pač prišel potem tudi v medije in tako. V Italiji pa itak svoje ne poznajo, tudi če je ona nosila tisto svoje, folk ni štekal. Ampak ja, bolje tisti ponos, ki ga imaš potem. Jej. Zakaj ljudje po vašem mnenju kupujejo pajkice, vaše blagovne znamke? Ogromno jih je. Ali pa produkte pod vašo blagovno znamko. Ogromno je vse te ponudbe v fitness industriji. Zakaj po vašem mnenju? Kako vi prepričate sledilce, da je vredno, da kupujejo vaše kreacije in kako v bistvu nastajajo? Jaz mislim, da te, ki kupujejo svoje, večina se zaveda zgodbe zadaj, vidi, kaj počnemo, tudi od dobrodelnih dogodkov, ne vem, do tega, koliko smo odzivni za neka darovanja gasilcem, pač take majhne bedarije, bom rekla bedarije, ki niso, ampak na koncu se mi zdi, da se iz tega potem tudi gradi iz ust do ust. Ko nekdo pove, ne vem, za rdeče noske, da smo kaj dali, mislim, da so bili rdeči noski ali božiček, ne vem, kaj je bilo, da ne bom za kaj narobe povedala. Ampak tako, pač počasi se gradi iz tega in mislim, da zaradi zgodbe potem pač je svoje, kar je. Je pa tako, ful delamo na kvaliteti, res delamo ogromno na kvaliteti in realno cene, ki jih imamo glede na kvaliteto, ker Slovenija je zelo, zelo težek trg. Slovenija hoče zelo dobro kvaliteto, zelo nizko ceno, ampak mora biti še eco-friendly. Tako da pač, ampak ti z eco-friendly ne dobiš nizke nabavne cene, niti s kvaliteto ne dobiš nizke nabavne cene. Z vsemi davki v Sloveniji in tako še vedno pa, mislim, je težko delati v Sloveniji, bom rekla na tak način zelo, zelo. Posebej zdaj, ko vidim tuji trge, ker tuji trgi dejansko zahtevajo drugače. Italijane ne briga toliko kvaliteta. Kaj jih zanima bolj? Da stoji dobro nariti. Res. In cena, više kot je cena v Italiji, prej bojo dali, ker mislijo, da je to pač ful nek brand. V Italiji se pajkice prodajajo po 70 €. In Swabi komot imel 70 €, ampak z našimi cenami pri njih ne moremo nastopati, ker mislijo, da je cheap shit.
ampak zdaj smo bili recimo na nekem Rimini Wellnessu, glavno nek ta sejem v Italiji in smo gledali te italijanske pajkice in ne bom rekla vse, ampak veliko jih je bilo zelo cenenih in to od zelo velikih brendov v Italiji, ki pač so poharali trg neverjetno. In ne moreš verjeti, kako lahko, pač mi, da bi dali nekaj takega na trg, nas bi Slovenci pojedli in to za 70 €, pač ni šans, da daš to pri nas. Tako da jaz mislim, da je cenovna dostopnost tudi glede na kvaliteto. Se ne zavedajo v Sloveniji, da pač je to ok, ker se pravim, ampak s tem, kakšno je bilo že vprašanje spet, kako pridemo do krojev? Tako je. Ja. Do krojev pridemo, torej najprej pride neka ideja, ponavadi idejo dobim preko social media, ko vidim recimo kakšen, ne vem, da ena nosi, ne vem, neke konkurenčne brende, večinoma gledam iz tujine, če sem odkrita, ker te trende peljejo v svojo smer. Dobim neko idejo, jo predstavim pač moji dizajnerki, zdaj smo še enega dizajnerja dobili noter, tako da potem ona dva to nekako razvijeta, on malo bolj na računalniku, pa tehnično, pa skomunicirajo s proizvajalcem, dobimo prvi sample, drugi, tretji, četrti, če je treba 10, dokler ni pa zadeva popolna. In recimo ta je zdaj, mislim, da 5. sample, ki ga imam na sebi. Kje pa šivate? Kitajska, Turčija. Zato, ker v Sloveniji tehnologija šivanja v bistvu pač ni napreden trg toliko, ne v Sloveniji, ne v Evropi nasploh smo probali, da bi dosegel, bom kar rekla, kitajsko kvaliteto. Ker Kitajska velja za nekvalitetne stvari, ampak dejansko, če ti predstaviš proizvajalcu, da iščeš kvaliteto, pač v katerem rangu si, ti on zna narediti zelo kvalitetno. Zelo, zelo kvalitetno. In pohara in Turčijo in bi si upala reči tudi celo Evropo. Vsaj za te produkte, ki jih imamo mi. Tako. Zdaj ste nam povedali, kakšen trg je italijanski, ne v primerjavi s slovenskim. Kaj pa hrvaški? Tudi hrvaškega napadate zdaj? Hrvaška je podobna Sloveniji. Tako. Hrvaška ni težka li zaradi tega, ker jo poharaš na podoben način kot Slovenijo. Tako da zdaj, mislim, da smo drugo leto zdaj tam, ali tretjevo, in gre dobro. Tako, se raste. Ko sem se pripravljal, sem zasledil podatek, da 90% vaših kolekcij prodate preko spleta. Zakaj ste se potem odločili, da zdaj pa vseeno v BTC odprete svojo trgovino? City Parku, sem mi rekla, da moram popravljati stvari, ker bo je razlika. V bistvu tako, v Kopru se mi je ponudila ena dobra ponudba. In ko smo dobili ponudbo, smo rekli, da gremo probati še v Ljubljani, mogoče, ker je večji pretok ljudi. In so nam dali, bom rekla, še boljšo ponudbo in pogoje tam, ker so nas zelo želeli noter. Pogodbo smo lahko podpisali za 6 mesecev, kar je za nas super, ker ostale pogodbe se podpisujejo drugače za 5 let za take prostore. In to je nam preveč, glede na to, da niti podjetje ne obstaja 5 let. In smo šli, v bistvu je bilo tako kar spontano, no, moram reči. V roku 2 mesecev smo mogli biti not. V bistvu smo se začeli dogovarjati, čez 2 meseca smo že odprli. Koliko je zaposlenih zdaj v vašem podjetju? Zdaj nas je 25 in še 10 študentk v trgovini, fizični. V vašem podjetju je zaposlen tudi vaš mož? Ima SP, noče biti zaposlen. Noče biti zaposlen. Ne, mislim, ima svoj podjetje. Se boji, da če se bo zaposlil, da bo moral vas obogati tudi v službi? Ne, ima tudi neke svoje cilje notko in druge stvari zraven, ampak ja, ne vem, kako je prišlo do tega, recimo, ker najprej bil on v službi v Luki Koper. Kako to, da je potem prišlo do tega sodelovanja z vami, da je tam pustil službo? Ker je imel dobro službo, kolikor vem, tam ni bila slaba. Ali pač? Tako, zdaj bom kar na glas povedala. Luka je super, je redno, plačevanje je vse, ampak tam so vseeno težki pogoji dela, tam je nevarno delo, ni zdaj pač, da ti daš noge v luft in čau. In dela se vikende, dela se tudi 12, vsaj takrat se je, zdaj so neki menili, nema veze. Naporni urniki so bili in je bil zelo malo malo. Nisi mogel vzeti dopusta kar tako, kadar je želel, in potem, ko je imela ono resni dan, vem, da je bila neka težava s tem dopustom in je rekel, ne morem več, in sem rekla, pač pridi k meni, se bomo pač nekaj našli. In pol je kar naenkrat naredil celo spletno stran iz nule in mu nisem verjela, da jo bo uspel narediti, in je funkcionirala. Prvič, da ni padla ob nekem večjem navalu, tako da zdaj se on ukvarja s spletno stranjo. Se pravi, spletna stran, to je njegova domena. Tako, ja, tako. Kako pa funkcionirata zdaj v podjetju, ne glede na to, da je on SP, ste vi zdaj šefica, vas mora ubogati, kako to funkcionira? Pa kakšne dneve boljše, kakšne dneve slabše, no.
Mislim, itak domov Od česa je to odvisno? Če pridem. In v katerem ciklu sem v mestu. Ne, v bistvu me ne posluša toliko, kot bi poslušal od nekega drugega šefa in tudi jaz znam nad njim večkrat dvigniti glas kot nad ostalimi, ker sem pač stroga do njega in do sestre, recimo bolj, ki sestra je tudi v podjetju, kot do ostalih, tako da pač kakšen dan boljše, kakšen dan slabše. Kako pa ločujete recimo to družinsko življenje od tega, da oba delata v vašem podjetju? Ja, v bistvu... Mislim, se pogovarjata tudi doma o tem, kaj se dogaja v podjetju, kdo ima kakšno idejo in tako naprej. Ja, se. In večinoma on. Ker on ima v bistvu največjo pisarno v firmi in najbolj je zaprt. Jaz imam recimo stekleno pisarno in se z vsemi pogovarjam, ves čas je odprta, on se pa zapre. To pomeni, da z nobenim se ne pogovarja in potem, ko pride domov, ko je že polno glavo vsega, on začne meni govoriti stvari. In potem ga moram pač ustaviti in v bistvu je on tisti, ki hoče največ se pogovarjati o tem. Meni se več ne da doma. In potem jaz sem ona, ki rečem, ok, ne zdaj, pač smo doma in obrnemo list. Koliko je stara zdaj vajina hčerka? 6,5. 6,5. Ja. Mnogi pravijo, da materinstvo in posel, da je poslovna ženska, da je podjetnica, da to ne gre skupaj. Stereotip? Kaj bi rekli? Meni ni stereotip. Meni se mi še vedno zdi, da je torej vloga mame je ženstvena energija, vloga biznis šefice, kakorkoli že lastnice, je pa moška energija in je težko je preklopiti, slabo vest je težko dati stran. Se ful naučiš pri enem in pri drugem, potem se pač to prepleta. Ne? Potem recimo se naučiš neki svojo ekipo in znaš to implementirati doma. Ampak jaz mislim, da zaradi teh dveh različnih energij, da je kar zakomplicirano. No. Kako potem recimo poteka zdaj vaš dan? Odkar imate hčerko? Ja, mislim, se pač itak imam podjetje, sem dobila po njej, ne? Mislim, sem ga naredila. Ampak ne, zjutraj peljem v vrtec. Ko sem imela osebno trenerstvo in nisem mogla peljati v vrtec, to mi pomeni, da zdaj lahko. Oddelam pač tisti cajt, ki imam za oddelati, ponavadi ni 8 ur, je 6 do 7, če sem odkrita. Jo grem ali jaz iskati ali pa pač mož. Potem sem ali jaz neki cajta z njo ali on, gre en ali pa drugi v fitness, pa se menjamo in potem pač gremo domov in jo damo spat. Pač vse se da. Kako dolgo ste bili na porodniškem dopustu? To ne smem povedati. Jaz sem nesla računalnik v porodnišnico. Nisem bila na porodniškem. Niti tudi takoj, ko sem prišla domov po 3 dneh, pač prva stvar, kar je bila, sem se mogla spet vse za računalnik in začeti delati. Včeraj sem gledala neke stare slike in sem ugotovila, da sem po 3 tednih že snemala treninge. Kar ni ok, obviously, ampak pač tako pač je bilo. Kako vodite podjetje? Ker imate izjemno mlado ekipo, mislim, da so vsi stari v glavnem po 30 let. Kako menedžirate, kako vodite ekipo? Pa, kakšenkrat si učiteljica? Ne, so zlati. Ekipa je zelo človeška in mislim, da se vedno ekipa izraža po tem, kakšen je vodja. Torej, če sem jaz transparentna, iskrena do njih in človeška, bojo tudi oni do mene. Je treba kdaj tudi udariti po mizi in iz njihove in iz moje strani, roko na srce, ampak vse gre. Ste že predali recimo kakšne vajeti odločanja zaposlenim ali še vedno je vse pod vašim očesom in nič ne prepustite odločanja recimo vašim zaposlenim, zaradi tega, ker vas je recimo, strah, da bi vi odločili ali naredili bolje? Jaz mislim, da vsi lastniki oziroma vodje imajo vedno neko to težavo v sebi, ne? Pač prepustiti stvari. Je tudi logično, pač je podjetje zraslo na tvojem zelniku, ne? Ampak ko ugotoviš, da ne zmoreš več sam, takrat začne podjetje komaj rasti. Zato je ekipa ključna. Meni ni bilo težko spustiti, zaradi tega, ker jaz nisem mogla več. Pač enostavno ni šlo. Jaz sem nosila stvari domov, premlevala po noči, se ne posvetiš tamali, ko si z njo. Pač non-stop so bili
cikli, nek začaran krog, dokler nisem začela spuščati in zdaj sem na točki, ko sem ogromno spustila, tudi mogoče nekaterim zaposlenim, ki mogoče nimajo toliko nekih kompetenc, kot bi jih mogel, mislim, kot bi moglo biti za neko podjetje, no, kot pravijo, ampak so mogoče mlajši in se učijo in itak jaz sem tudi mlada in se učim in zato gre z roko v roki vse skupaj. Tako da skupaj v bistvu nekako gradimo tudi odločitve in vse in več kot vidijo mene, na kakšen način se odločam, več se potem lahko tudi oni. In zaenkrat gre uspešno. Ste že kdaj razmišljali, da bi morda prodali podjetje? Ja, kdaj? Dostikrat. Ko imaš tega preveč. Sej pol se ustaviš, pa se malo, mislim, vidiš, koliko pač tebe gradi na koncu. Ne? Se na koncu si ti tisti, ko rečeš, mislim, jaz bom prodala, ko bo meni vsega dovolj. Ko bom rekla, ok, zdaj sem se vse naučila, kar sem mislila, da se imam naučiti. Pa ne govorimo o podjetništvu, pač tako res osebno, kaj vse ti da. In ko bom začutila, da je dovolj, da lahko naredim korak naprej, bom verjetno prodala. Se pravi, ne želite, se ne obremenjujete s tem, recimo, ne vem, da bi bila vaša hči naslednica in tako naprej. Ona je rekla, da hoče biti frizerka. Frizerka? Tako da ne, se je še premikena, no, če bo tela. Pač, ja. Vi imate na družbenih omrežjih več kot 100,000 sledilcev. Kaj zdaj želite sporočiti vašim sledilcem? Oziroma, zakaj se imate bolj za vplivnico ali bolj za podjetnico ali za oboje? Kako se to prepleta? Oboje, ampak še vedno se imam bolj za podjetnico zaradi tega, ker ta del obsega večji del mojega dneva kot biti vplivnica. Se pa zavedam, da to, da sem vplivnica, vpliva na to, kakšna podjetnica sem, ker je povezano z roko v roki, ker je pač podjetje zraslo zaradi mojega imena na Instagramu. V vsakem primeru bolj podjetnica. To, da sem podjetnica, mi več da. Trenutno. Kaj je bila v bistvu v začetku, ko ste začeli graditi to vašo skupnost, takrat ste se ukvarjali s fitnessom. Zakaj ste se odločili takrat za tak bolj, ne vem, tako osebne objave, da ste pač vse govorili, kar se vam dogaja in tako naprej? A je bilo, mislite, tudi to ta razlog, da ste lahko prišli do tako velikega števila sledilcev? In kako se je potem to z leti spreminjalo? Ja, sigurno. Takrat v bistvu jaz sem ratala taka furo. Jaz rečem, da sem taka preveč sem povedala, ker pa zdaj te stvari ne bi več toliko govorila. Ko sem bila v svojem, bom rekla, kar najslabšem obdobju v življenju in to je bilo potem, ko sem rodila. Ker z glavo nisem bila ne pri eni stvari, ne pri drugi. Pač jaz sem imela 26 let, ko sem zanosila, torej 26 v bistvu sem rodila, 27 sem pol imela, ko ni bilo več ok, ko se nisem počutila dobro in takrat sem začela govoriti o tem, da pač materinstvo ni to, kar moje materinstvo ni to, kar sem videla pač na socialnih omrežjih in sem v bistvu razbijala mite, bom tako rekla, in bila zelo, zelo iskrena do tega, da nisem sprejela svojega otroka tako, kot sem ga želela sprejeti. In to je pač en velik kamen, ki ga nosiš v sebi. Jaz mislim, da tudi celo življenje. Da pač ne uživaš tiste trenutke. In takrat se je v bistvu začelo, ko sem začela biti iskrena. Ljudje so sprejeli tako in tako, ne? Ker pač po eni strani med rožicami, če je nek plevel, ga težko sprejmeš. Potem, ko so začeli še ostali mogoče govoriti o tem, je bilo malo boljše. In potem sem to pač samo nadaljevala naprej. In je raslo, sigurno, zato ker je bilo nekaj drugačnega, kar vidiš na socialnih omrežjih. No. Se je pa zdaj zadeva spremenila, zato ker takrat sem imela mogoče 10,000 sledilcev, zdaj pač je 108,000 in zdaj je to kar naenkrat fulen velik medij postal in so usmerjene vate praktično. Pač vsi Slovenci so, vse oči so usmerjene vate. Vas prepoznavajo? Ja. Vam to godi ali je včasih težko? Pa če sem ok sama s sabo, mi ni panike. Če imam pa kakšen težek trenutek, pa mi je težko. Ja. Se zdaj, glede na to, da pravite, da ste postali velik medij, se zdaj kdaj ugriznete v jezik in ne objavite tistega, kar bi želeli, ker na en način gledate tudi na to, da ne bi to škodilo vaši blagovni znamki. A ste zdaj manj odkriti
in kako je s tem? Vsaj 5-krat na dan se ugriznem v jezik, vsak dan. Poleg tega, da lahko škodi znamki, mislim, pač tukaj govorimo tudi o zaposlenih in o vseh ljudeh, ki so pač vezani tudi na to blagovno znamko. Ne? Iz tega tudi izhaja, ni samo blagovna znamka, ampak vse, kar je zadaj. Ampak problem je, da vpliva potem tudi name vse skupaj, ker so tudi mogoče kakšne osebne stvari, ki mogoče ne bi vplivali na znamko, ampak bi vplivali na mene, mojega moža, hčerko, mamo, za reči. Najhujše, ko te mama pokliče in reče: Petra, kaj si spet rekla, sem videla, kaj piše tam. Mama, kaj si mogla govoriti o vinjetah, pač, ki je neka scena. Pač, ja, se ugriznem, se moram. Katera, recimo, vaša objava je pa sprožila največ odziva, recimo? Vinjeta. Vinjeta? Da sem dobila pač kazen, 2, 3. Ampak še zdaj me kličejo in me sprašujejo, kaj sem rešila s tem, ker zdaj se pa ostalim dogaja. Ne? In zdaj vsi vejo, da sem jaz imela ta problem in sprašujejo, kaj naj oni zdaj naredijo v tem. Ampak če ne drugo, so tudi potem Radio 1 začel govoriti o tem, pač vse je sprožilo tudi pozitivne stvari, ampak nasrkala sem jaz. Nasrkali ste vi. Ampak to, kar mi govorite, ne, se mi zdi na nek način, ne, da ponazarja v bistvu to razmišljanje, v katerem smo, ne, in o katerem veliko govorimo. Ne, da smo zaradi tega Instagrama na nek način postali instant družba, ne, da gledamo samo te zunanje pojave, ne, kako kdo zgleda, kako je kdo oblečen in tako naprej. Ne, da čim pa nekdo kaj pove po resnici, ne, in tako naprej, ne, imamo pa problem. Ne. Ja. Kako gledate zdaj na to dvojnost, recimo? Pa dobro, mislim, imaš ljudi, ki jim bolj odgovarja blišč in gledati pač, kar je lepo. Imaš pa ljudi, ki hočejo videti mogoče tudi neko pristnost zadaj, ki mogoče se niti ne povežejo z njo direktno, ampak se zaradi nekih svojih drugih težav pač saj vidijo, da ni vse polno. Tako da v bistvu različni ljudje so. No? In zato dobivam tudi različne odzive in zato tudi vem, da moj profil v Sloveniji ne bo več kot toliko zrastel, ker sem pač preveč kontradiktorna in niti svoje ne bo več kot toliko zrastel. Imaš tiste, ki obožujejo svoje, imaš tiste, ki ga sovražijo. Ne? Zakaj je prišlo do tega? Zakaj? Mislite, da ravno zaradi te vaše iskrenosti, ko objavljate? Jaz mislim, da je. Ja. Ker tudi, če kdo karkoli pove negativnega, recimo proti svoju, in grem jaz kakšenkrat kontra, ker pač ne grem vedno, ker je preveč tega, potem se iz tega še sproži in še sproži in še. In pač imaš podpornike in imaš tudi neutralne, daleč od tega, ampak ja. Ampak kakšna je recimo zdaj vaša vizija razvoja Svaja? Mislim, da sem prebral, da koliko produktov v resnici vi zdaj prodajate? Zelo dobro vprašanje. Nisem že nekaj cajta pogledala. Ampak, ko sem bral, je pisalo več kot 300. 310. Pol lorah je zdaj po moje kakšnih 400-500. Več. Kaj vse obsegajo? Zdaj to niso samo pajkice. Ne? Zdaj smo šlape dobili, prišel danes kamion. Ja, šlape. Zdaj, odprla sem novo podjetje z, ne bom rekla kozmetiko, ampak gremo bolj v nego / kozmetika in pač ja. To je recimo zdaj, ki se prodaja tudi na Svaju, kaj je še takega, čakaj, moram pomisliti. Neke hrane, gatke prodajamo, so tudi šle viral. Tako, največ prodamo gat. Pa kako recimo vi ugotovite, da bojo ravno gate šle najbolj prodajo? Je to sreča, ne vem, ali to gledate tako, kot ste rekli, te influencerke iz tujine in pol je to. Pač gate rabijo vsi, ne? Ja? Ampak ravno naše gate kupujejo. Ja, to je zdaj. Ne? Smo naredili en posnetek, v 2 minutah smo ga posneli. Ko grem jaz, reče moj, pa kam greš? In jaz rečem, da grem potem malo v vrtec in on, pa kaj brez gat. In jaz ko, pa ne se imam te od Svaja, so bršivne in se jih ne vidi. In pač ta posnetek je šel viral, full, in od takrat se prodajajo gate največ. Kako nastanejo še te posnetki, s katerimi prodajate? Koliko ljudi je zadaj? Ali je to tako spontano, recimo, kot je bil ta? Ne mora biti vse spontano, mora biti tudi naštudirano, ker drugače ne gre. Ja, več vrst imamo spontane posnetke, te ponavadi največ dosežejo, ker so najbolj smešni in najbolj glupi. Potem imamo tiste... Se pravi, imajo ljudje radi pristnost, ne v resnici? Ja, ker to smo mi, to je Svaj. Potem so neke pač strategije, kaj bomo približno objavili, recimo rečemo, ne vem, ta teden se bo to kolekcijo začelo pušati,
se naredi pa strategijo, kaj bomo o tej kolekciji povedali, gre naprej. Pol pa imamo še kampanje. Kampanje so pa, ne vem, na njih se pripravljamo recimo mesec, tudi 2 kakšenkrat. In je odvisno, zakaj gre. Lahko gre kot predstavitev neke kolekcije, lahko gre pa kot predstavitev nekega sporočila. Naprimer, lani smo imeli sporočilo o samozavesti ženske, v smislu, da lahko najdeš karkoli v sebi najdeš, na kar si lahko ponosna in samozavestna, pač to je tista samozavest, ki jo moraš ti žareti ven. In smo iskali recimo ženske, ki imajo v očeh kot neko iskrico in pač žarijo ono samozavest in smo z njimi potem posneli kampanjo. Tako da imamo v bistvu 3 različne sklope. No. Zakaj vi pravite, da vsak dan, ko klevaš, zamujaš? To zdaj ne pravim več, to je star. To zdaj ne pravim. Zakaj? No, da pa mi pa povejte, zakaj ste včasih rekli, da vsak dan, ko kleva, zamujaš, zdaj pa tega ne trdite več. Kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu za biznis je timing full. Ne bom rekla vse, ampak je v njih 70% timinga je. Ne? Če boš ga ujel, bo lahko šla zadeva full dobro, če boš zamudil, bo šla zelo slabo. Ne samo, kar se recimo izida nekih kolekcij tiče, ampak nasploh timinga tudi, kdaj boš odprl podjetje, kdaj boš nekoga zaposlil, kdaj boš vse. Zdaj pač dam ful tudi na svoj čas in zaradi tega pač ne govorim več toliko o timingu, ker na koncu, če nisi ti sam pri sebi, ne boš pač ustvaril nič. Tako da, koliko pa je recimo pri podjetništvu pomemben, recimo tudi pri vašem instinkt, da začutiš, da veš, kaj bi šlo lahko v prodajo, da veš, da je treba narediti kampanjo, da veš, katero vplivnica ti bo lahko recimo prodala produkt in tako naprej. Pri Swaju je to ful pomembno, prav zaradi tega, ker je pač ravno osebni brand in pri meni recimo, če prije neka kolekcija ali pa recimo zdaj so pa še neke pajkice, ki so mi ful grde, če sem odkrita in pač moj instinkt je, da se ne bojo prodajali in verjetno se res ne bojo. Ampak zaradi tega, ker je pač jaz dejansko poznam kupce, posebej kar se Slovenije tiče, zato ker so zrasli iz vseh mojih izzivov, pač vem, kdo mi piše v zasebna sporočila, vem, kakšen content želijo, kakšna sporočila od nas in zato tudi vem potem, je moj instinkt zelo močen. Moram pa priznati, da večje kot je podjetje, manj lahko svojega instinkta dajem noter in to se potem tudi pozna, da dobimo grde pajkice. In pač ja, je pomemben. Sam bolj kot raste, težje je to handlati. No, in težje je poslušati to, ker je nimam niti toliko energije, da bom nekemu zaposlenemu 15-20 minut razlagala o tem, da pač moj instinkt pravi, da se te pajkice ne bojo prodajale in pač ne jih naročiti in potem pač samo naročiš in rečeš, ok. A spremljate dnevna naročila, recimo, koliko se naroča? Vedno, vsak dan pogledam. Vsak dan pogledate? Zakaj? In kdaj ste v paniki in kdaj ste zadovoljni? V paniki sem, ko je po 300, zadovoljna sem, kot je na 300. To je zdaj, čez en mesec bo spet drugače. Ja. Zdaj na Instagramu, na družbenih omrežjih je zelo pomemben tudi videz. Koliko se recimo vi še obremenjujete s tem, kako zgledate s tem videzom, recimo v primerjavi z leti, ko ste začenjali? Jaz sem se z videzom zelo obremenjevala, ampak to je neka ženska, vsaka ženska, ko odrašča, se pač obremenjuje z videzom. Meni več je manj, jaz sem se zelo. Zato je tudi pač fitness bil velik del mene in potem je tudi strast zrasla tam in tako naprej. Tako da po eni strani, če se ne bi obremenjevala s celulitom, ne bi bila, kjer sem, to vedno rečem. Se še vedno obremenjujem, ampak ne spreminjam iz življenja tako, kot mi ga je takrat. In posledično se to tudi pozna na Instagramu. 5 let nazaj, ko je bila ta mala Mikena, 5 let nazaj sem prvič objavila sliko pač mene s celulitom. In takrat sem prav izlila čustva ven pod objavo, pač napisala vse, zakaj nisem samozavestna in zakaj se počutim, kot se počutim. In ne glede na to, kakšno objavo kdaj daš gor, še vedno je en velik del mene, ki pač ni ok. In socialna mreža imajo pri tem en ful veliko težo. Veliko težo bom rekla. Zdaj sem ok. Zdaj ste ok, ne? In zdaj, ko ste ok,
Kaj bi rekli mladim, dekletom, ki vam sledijo, kupujejo vaše blagovne znamke, so prebrali ta vaša sporočila in tako naprej. Kaj bi jim zdaj, ko ste zadovoljni, ko pravite, ste se sprejeli tako, kot ste svetovali, ne? Ker veliko je še vedno teh plastičnih operacij zelo zgodaj, pomemben je samo videz in tako naprej. Kaj bi povedali recimo mladim? Nasploh svoje temelji na temu, da pač gremo v samozavest punce, ženske, dela na sebi in pač, da se najprej sprejmeš tako, kot si in potem greš na plastično operacijo. Jaz sem imela tudi svoje pri svojih 20 letih. Pustimo, mislim pač, zdaj razmišljam drugače, kot sem razmišljala takrat. Se pravi, vi ste imeli pri 20 letih plastično operacijo? Ja, mislim, da sem 22. 22? Ja, nekaj takega, ja. Zdaj bi tako mogla iti spet, ampak zavračam, zaradi tega, ker... Zakaj? Zaradi Tamalja. Da ne bom prišla domov z unim modrčkom in ji reče, mama si je šla praviti pač prsi, ker po porodu in tako več niso bile okej. In vlečem, kolikor se le vleč da potem, ko bo starejša, v bistvu ji povem, ampak da ji povem na tak način, da ni nič spremenilo dosti na meni, ali sem šla zdaj na to, ali nisem šla na to. Da ni to toliko pomembno, pač da mi ni to dodalo. Sem pač mogla biti, ker je že toliko cajta minilo. Kaj pa vam zdaj daje recimo samozavest? Uspeh v podjetju, to ne vem, da imate tako ogromno sledilcev. Kaj je zdaj tisti vir vaše samozavesti? Številka sledilcev, to je bilo par let nazaj, sem se obremenjevala, recimo, če je kaj padlo ali karkoli, ali pa če je zraslo, sem bila vesela. Zdaj pač tam je, to je to. Kaj mi daje samozavest? Podjetje sigurno, ja, absolutno. Ampak tudi to, da vidim, da se ta mala razvija v punco z nekimi vrednotami. Samozavest mi daje, da imam prijateljice ob sebi, ki mi dosti pomenijo. Moža. Vse to, vsaka stvar doda nek kanček, se mi zdi. No. Ampak iz teh vaših odgovorov ne vidim, da vam ta družina, otrok izjemno veliko pomeni. Ja. Je seveda. No. Koliko je spremenilo recimo rojstvo hčerke vaše življenje in vaše razmišljanja? Jaz še vedno mislim, da sem bila premlada, ko sem dobila otroka, ampak pač vse se zgodi z razlogom, tako da je šlo v... Koliko ste bili stari? 27, ne? Okay. Mogoče ne to, da sem bila premlada, ampak nisem še imela v glavi pošlihtanega toliko, kot sem hotela imeti, kot zdaj, ko gledam nazaj. Ker bi za določene stvari bi drugače reagirala z njo. No? Pač zdaj imam več potrpljenja, zdaj se bolj znam ustaviti. Takrat me vse samo ženo naprej, v smislu, naredi nekaj iz lajfa, ne. Zdaj enkrat, ko sem že nekaj naredila, je pa tako, pač znam zadihati, znam izvona sladoled in odmisliti telefon, odmisliti vse, me kliče kdo, pa rečem, zdaj ne morem, sem sta malo, ne. Takrat ni bilo tega. Takrat sem samo čakala, da gre spat, da grem jaz lahko nazaj na računalnik. In mi je ful žal, ker pa zdaj bi drugače. Kako pa starši gledajo na vašo podjetniško pot? Se kaj pogovarjate o teh stvarih? Dobro, dejali ste, da mama spremlja vaše objave. Ja, uneta slabe. Ne, za slabe. Ja. Za slabe. Se pravi, za slabe vas kritizira, ta dobrih pa ne pohvalijo. Ja, pač moji starši so ekstra old school, bom rekla. Niso iz podjetniških vod. Moj tata je tudi na psihi... ni glih tako, kot bi moglo biti, no bom rekla. Tako da se je v bistvu, jaz sem imela 12 let, ko je on šel v pokoj, invalidno, in je v bistvu bilo samo na mami. In mama, kar pozna, je torej pač tistih 8 ur delaš, greš domov in skrbiš pač za otroke. In njim ni bilo jasno, zakaj sem spustila redno službo in se vrgla potem osebno trenerstvo in zdaj kar naenkrat pač imam swipe in kar Instagram, zakaj vsem poveš o sebi, zakaj poveš, da nisi sprejela hčerke, recimo, zakaj govoriš o vinjeti in tako naprej. In je bila velik skeptik, dokler ni videla, kako se reče, ko ima nekdo v pogledu tvojo bančno kartico. Ko je, kaj je že?
Ne vem, pooblaščena oseba, da je lahko No, pogledala pač vašo ja, bančno Ilona je bila kartico. pooblaščena. Aha, pooblaščena oseba, tako In je je. pač videla mojo bančno kartico, ko sem delala kot osebna trenerka, in potem je čez 2-3 leta pač je rekla: sem videla, veš, šla pogledat, je v redu. Okay. Pač no, takrat nekako podpira. No. Ne, podpira ful. Tudi prihaja pomagati vsake toliko v svojko, ki je zaguši, ki zdaj tako v penziji. Nima kaj dela doma in pride ona in je cela vesela tam med mlado ekipo. Kdaj tudi reče kaj proti meni, ker je tako vedno na njihovi strani, ne na moji. Taka je moja mama, no, pač. Se imamo radi. Kaj pa vi najraje počnete kot družina? Ta je težka. Kot družina s starši mojimi? Ne, z hčerko, z možem. Ja, zdaj poleti smo najraje doma na bazenu. Ali pa gremo na sladoled, kolesari, trolat, tako. Kateri je zdaj pred vami največji izziv, ki ga imate? Kaj ste si zastavili zdaj v bližnji prihodnosti? Rekli ste Italija, Hrvaška. Italija, ker sem rekla, da če do konca leta ne zaverglamo, da jo zaprem. In zdaj pač, ja, ker zdaj smo še vedno v minusu z njo, mislim, če samo italijanski trg gledamo, ker je vložka kar precej in ne pride pač noter. Tako da Italija mogoče, ja. Kaj pa nam lahko izdate, kaj to pomeni, če ne boste zaverglali? Če ne bo funkcioniralo, torej če ne bo v plusu Italija sama po sebej, se jo zapre in se potem začne iskati druge trge. No. Italija nam je velik izziv, ampak po drugi strani jo zelo dosti čutimo, ker smo iz Primorske. Ker ste iz Primorske, ja. Tako, ja. In poznamo italijanski jezik, poznamo italijansko kulturo, ampak so specifični, ne? So zelo specifični in pač zdaj smo recimo primer ugotovili, da sploh nismo za fitness tam pri njih, ampak smo bolj mogoče za pilates, nek lifestyle. V bistvu smo do zdaj 4 leta probavamo že pri njih, poizkušamo, in v 4 letih smo targetirali napačno občinstvo. Ja. In zdaj, ko smo to ugotovili, je treba najti novo občinstvo, vse na novo, in če do decembra pač ne uspe, me bo finančnica za uha in bomo zaprli. Ampak upajmo, da se to ne bo zgodilo. Ja. Ne? Končala bova z vprašanji publike, ker jih tudi imamo. Na poti do svojih sanj so vzponi in padci. Ne? Kaj je vaš nasvet, da ne obupaš? Kaj je vas gnalo naprej? Me še zdaj, da greš samo iz dneva v dan in vsaka prepreka, ko pride, pač najdeš rešitev in greš dalje in jo pozabiš. Vas je kdaj strah? Je naslednje vprašanje, kaj pa če se od jutri dalje ne bo več tako dobro prodajalo? Vsakeč me je strah. Ja, me je strah. Vsakeč me je strah klikniti na naročila, da vidim, koliko jih je bilo pač prejšnji dan. Ampak jaz mislim, da je to zato, ker je pač živa stvar. Vse to nas na koncu ohranja žive. Koliko znanja v podjetništvu in marketingu ste imeli ob začetku vaše poslovne poti? Nič. Samo instinkt, želja, delovna sem bila, ful delovna. Pa pač upala sem si in verjela dejansko v to. Res prav verjela. Na kateri točki pa ste ugotovili, da je čas, da začnete z zaposlovanjem? Ali ste imeli že takrat dovolj denarja, da ste vedeli, da boste lahko zaposlene brez skrbi plačali? Ja, v bistvu sem ga imela ravno zaradi tega, ker sem ga dajala na strani zasebnega trenerstva in pač tisto, kar je bilo online takrat pred svojem. Tako da vedela sem, da bom znala pokriti, pač bo šlo iz mojega osebnega žepa. Pa je pa tako, mene je spasalo to, da prva kolekcija, ki je prišla, to je bilo 1 mesec po odprtju podjetja, je bila razprodana. Tako da se je v bistvu je takoj prišel denar noter. Problem je samo bil ta, da so bile marže pač preniske, ampak jaz to itak nisem vedela, ker nisem imela pač pojma o financah. Jaz bom rekla, da se je moje pravo zaposlovanje začelo komaj 2 leti kasneje, ker sem na delovno mesto za finance dobila dejansko finančnico. Prej so pa bili prijatelji, znanci, družina. In potem v bistvu s to finančnico se je začela komaj neka strategija rojevati, no bom rekla, in je začelo strateško rast. Strateško rast, ja. Kako pa gledate na svoje zaposlene? Kako jih vidite? Človeško. Ampak kakšenkrat pač mi gre na živce, ker ne razumejo
ko moram udariti po mizi in pač mora iti neka kolekcija live in se moramo pač potruditi, da gre. Recimo, primer. Gledam jih reč človeško in težko mi je, ko pride do momenta, ko moram predati neko navodilo, še zdaj, ni da pride kar naravno od mene. Še težje je, ko vem, da imajo dosti dela in moraš še nekaj dodati, ampak ja, ne vem, jaz pač probam jim omogočiti najboljšo službo, kar jo imajo, vem pa, da morajo biti za prideti v Swipe zelo delavni in pripravljeni požreti mogoče kakšne... Ko je dela dosti, pride do tudi sporov kakšenkrat, pa kakšne izrečene besede, ne iz moje strani, ker pač ne smem seveda, ampak med njimi mogoče do kakšnih takih trenj in tako in potem pač treba zadeve reševati. Tako da morajo biti pripravljeni v bistvu na vse, no. Ampak mislim, da smo vsi tam trenutno, ki smo s srcem in da nam je vsem želja, da skupaj funkcioniramo in da gre firma naprej in upam, da se to ne zgubi, no. Kaj je tisto, kar je prineslo preskok v podjetju, da je recimo prodaja začela teči? Pop-upi, odkrito. Lanski pop-up na Gospodarskem razstavišču, ko je to prišlo v vse možne medije, takrat je prvič prišlo do 300 naročil in od takrat še ni padlo. Dobro, kakšen dan je, ki je manj, valjda, ampak od takrat ni padlo. Je samo rast. Pa koliko recimo potem vi prodate na leto? V kosih? Ja. Zdaj smo prišli lani, mislim, da proti koncu leta smo prišli na 1 milijon izdelkov. Vse skupaj v 5 letih, ne v enem letu. In smo bili ful ponosni. Tako da, ja, ne morem deliti zaradi tega, ker je rast. Ja. Kako postati ambasador Swaja? Kakšne pogoje potrebuješ, da postaneš ambasador? To je zločinsko vprašanje. Tako da kar prva... Ali ne, druga, tretja, četrta? Prvo iščemo srčnost, pripadnost brendu, mora biti pa zraven tudi nek vpliv, absolutno, ker se mora pač denar obrniti. Kakšen je občutek, ko zaslužiš, ko podjetje naredi recimo 1 milijon? Wow, ja. To je bil ful dober feeling je bil. Je bil? Ja, ker tudi lani, jaz vedno gledam bruto na koncu leta, ne? Tako da lani smo prišli čez 10 milijonov. In pač videti, jaz gledam bruto, zato ker na tak način vem, koliko so ljudje pripravljeni v bistvu vložiti v brand. Vedno gledam skozi take oči. Mislim, pač to je moj pogled. Moje finančnici ni všeč, ampak jaz tako gledam. In ko smo prišli na 10 milijonov, recimo takrat je bil še tako bolj, ne vem opisati, je nek... Kakšen je občutek? Poskusite. Je kljukica, ker dejansko imam napisano 10 milijonov jaz si pišem stvari. Torej, ko hočem priti na neke milestone, si napišem na moje okno v pisarni in vsak dan pač pogledam na ta list. Recimo za lanski Black Friday sem si rekla, da hočem za 20,000 nakupov in jih je bilo. 10 milijonov sem si napisala, je bilo. Letos sem si napisala sicer manj, 15 milijonov sem si napisala, ampak mi je bolj pomembno, da postavimo letos recimo neke temelje. Ko jih bomo postavili, konec leta bom pogledala za nazaj in če dosežemo te temelje in neko strukturo, ki jo želim doseči, zelo dober občutek. Najprej ga delim z ekipo, z možem tudi. Ja, ne vem, lepo spiš v dan. Lepo spiš. Ja. Še kaj drugega praznujete tudi kaj? Ali samo lepo spite? Ja, kosilo pač plačam, ja, zaposlenim. Ja. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja, zelo iskreno, tako da želimo vam še veliko uspeha naprej, predvsem na italijanskem trgu. Hvala za povabilo. Če tako rečem po domače za laufa. Hvala, da ste bili naša gostja. Zdaj pa bomo videli še mladega akrobata, Gregorja Strnišo, iz Mixi špricar aparat. Boste videli, zelo zanimivo. Hvala, da ste bili naša gostja. Hvala. Poleti na morju s kolegi, spili bi en špricer in en bi rad malo več vina, drug bi več vode.
manj vina. Tretji bi rad športni špricer. Na koncu se vse polije in kaj? Na koncu pospravljamo, smo natakarji in nimamo časa za druženje. Tako je nastala ideja za Mixi. Je pa res, da prva verzija Mixija ni bila takšna, kot jo boste videli zdaj, ko je tu pred nami, ampak vse skupaj se je začelo. Hvala, Gašper. Vse skupaj se je začelo z vodovodnimi cevmi, ko smo jih pritrdili na šajtrgo, na samokolnico. Na eno stran je šlo vino, na drugo stran je šla voda, odprl si pipo in ti je avtomatsko zmešalo razmerje 50% vina, 50% vode. In smo eliminirali ta čas točenja, polivanja, tako da prvi korak je bil opravljen. Zadevo smo nadgrajevali, naredili smo eno izboljšano verzijo, elektronsko, še vedno ne tako je zdaj pred nami. Še eno nadgrajeno verzijo, tisto smo pa potem enkrat po 3-4 letih, po nekaj časa, ko je preteklo, posneli in slučajno objavili na Instagram. Tisti video točenja špricerja je dosegel 500 000 ogledov in kar naenkrat smo iz tega videa enega edinega dobili 50 naročil. V tistem trenutku smo se potem mogli odločiti in sem se pač odločil, da zadevo zagrabimo resno in tako zatem je potem nastala verzija, ko vidimo tukaj pred nami in na tak način smo začeli s proizvodnjo in razvojem novejših, bolj naprednih Mixi točilnih aparatov. In kaj je na koncu Mixi? Mixi je baterijska prenosna točilna naprava, ki omogoča uporabnikom namestitev do 3 različnih pijač, omogoča prilagajanje razmerja vsake posamezne pijače, količine in pa definitivno natoči vsako pijačo hitreje in bolj natančno kot kdorkoli tule od nas, garantiram. Tako da na takšen način smo zdaj v zadnjem letu na slovenskem trgu prodali že več kot 200 naprav. Se pa postopoma in počasi pogledujemo tudi z italijanskim trgom. Ni enostavno, ampak potencial in pa, ker so seveda ljubitelji vseh vrst špricev, vidimo, da je zelo velik. In za koga je Mixi dejansko namenjen? Mixi uporabljajo trenutno vinarji za razne degustacije svojih vin, lahko nam namestijo 3 različna vina, aparat vedno dozira en deci izbrane pijače. Idealen je za bare, dogodke, festivale, kjer šteje hitrost in pa seveda natančnost natočene pijače in pa kvaliteta. Z Mixijem zagotovimo vedno perfektno natočen koktejl. Naj bo to gin tonik, naj bo to brezalkoholni koktejl ali pa bitter špric. Vedno vemo, da bo vsaka pijača natočena perfektno in pa hitro. To na koncu koncev veliko pomeni za nas, stranke, na teh prireditvah, ker nam skrajša čas čakanja v vrstah in pa enostavno vsaka pijača bo enaka, brez odstopanja. Zdaj pa mislim, da najboljše, da zadevo testiramo in pa Petra, ti, ker si Primorka in na tako vroč dan, bi te jaz povabil, da si ti sama zmiksaš en bitter špric. Bitter špric je pijača Radgonskih goric, slovenska pijača in boš povedala, na kak način, če ti odgovarja. Zmiksaš pa samo s tipko start. In kaj moram narediti? Pokaži mi. Samo stisneš tipko in samo to? Mixi opravi svoje. Okay. To je srednje za doma. Obvezno. Izvoli, Ja? na zdravje. Boljši po v Italiji. Edini italijanski trg. Na zdravje. Hvala ti, da pa lahko uživaš, ko si oddelala svoje. Ja, in na koncu Mixi ni le naprava za točenje, je izkušnja, je
je neka inovacija na področju digitalizacije priprave napitkov. Tako kot vsaka industrija, veliko industrij je že doživelo digitalizacijo, nekatere industrije digitalizacija še prihaja in mislimo, da smo z Mixijem ujeli nek trend digitalizacije priprave pijač in na takšen način upamo, da gremo v pravo smer. Bi se pa v tem trenutku tudi seveda zahvalil Juretu, Katapultu in tem celotnem podpornem okolju Katapultu, ki nam omogoča razvoj, proizvodnjo z vsemi njihovimi storitvami in definitivno brez njih nam ne bi uspelo priti do tega nivoja, kjer smo zdaj. Tako da, hvala lepa.